V nagovoru si tudi dejala, recimo, da podatek je tudi to, da je ZVDS pred kratkim praznovala obletnico. Ja. Mislim, da je lani bil sprejet pravzaprav uveden še en pomemben mejnik. Ja, sprejeli smo oziroma prevzeli smo deklaracijo o ničelni toleranci do sovražnega govora. Zakaj se nam je zdelo to tako pomembno, pa da to govorimo o tem, ne? To so pač tudi podatki, seveda se nalagajo, ampak to, kot sem rekla, eni so bolj pomembni, eni so manj pomembni. Se mi zdi, da ta je strašno pomemben, zato ker živimo v obdobju, ko lahko se mi zdi, da vsak reče vse. A ne, skriti smo za ekranom, skriti smo pod različnimi uporabniškimi imeni in se mi zdi, da vsak lahko kar vse napiše, vse pove in je prav, da je zveza to prevzela in prav, da to po knjižnicah, da se to ponotranji, da se živi dejansko to filozofijo, se pravi, da se ne govori grdo o drugih, da se ne spodbuja sovražnega govora na podlagi nobenih telesnih, značajskih, kakršnih koli drugačnosti. In se mi zdi, da ta deklaracija, mislim, da to je res en tak pomemben dokument, ki se mi zdi, da se bo še veliko o njem govorilo in ga predvsem upam, da živeli. Ja. Imamo pa knjižničarji tudi svoj etični kodeks. Ja, na tega smo pa lahko v Sloveniji strašno ponosni, ki je tudi seveda dokument, po katerem bi morali živeti, bom rekla. Je pa res, da zakaj smo lahko tako ponosni, ker ga v mnogo državah po Evropi, po svetu, sploh tega kodeksa bibliotekarji nimajo. In tako, ko govorimo recimo s kakšnimi kolegi iz tujine, pravim, ja, saj imamo mi etični kodeks, res. S tem, da recimo etični kodeks, nekatere države niti zakona nimajo v knjižničarstvu. Tukaj se mi zdi, da smo mi na zelo visokem nivoju in predvsem gre to zahvala naši zvezi, ki je tako dejavna in dejansko skrbi za te pomembne stvari. Ja. Če lahko zaključim, mogoče z besedami ene izmed Čopovih avtopoetik, se pravi Irena Sešek nam je povedala pravzaprav, da je ravno zveza zaslužna za to, da imamo danes knjižničarstvo na tako zavidljivi ravni, se pravi, da so izpolnjeni vsi temelji, ki jih pač je verjetno za profesionalizacijo izpostaviti. Ja, točno tako. Hvala, Katja. Hvala.